Ne bodimo več pozabljena polovica. Pripada nam pol zemlje, pol neba in pol moči. Pozdravljeni! Vsakoletno praznovanje in srečanje v Dobrniču ni le zgodovinski spomin na leto 1943, temveč največji shod žensk iz cele Slovenije, ki se ga je vsako leto udeležilo več tisoč ljudi. S to prireditvijo Društvo Dobrnič daje zgled mlajšim ženskam v Sloveniji, kako se boriti za enakopravnost in kako ohraniti pridobljene pravice. Temelj za pogumno, samostojno, ponosno in samozavestno življenjsko držo žensk pa so postavile udeleženke prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Letos srečanja žal ne smemo organizirati v njegovi običajni obliki, a uporniški duh slovenske ženske živi in deluje naprej ter se prilagaja trenutnim razmeram. Letošnjo slovesnost smo preselili na splet, saj je naša iskrena želja, da vsi ostanemo zdravi in se ponovno srečamo prihodnje leto. V občini Trebnje sredi Dobrniškega polja, ujetega med gozdnate planote Ajdovca, Grmade, Lisca, Kozjeka, Brezovega vrha, Šumberka, Velikega hriba in Kremenjeka, na meji Krasa in Panonskega obrobja, leži vasica Dobrnič. To območje je bilo poseljeno že v pradavnini, sam Dobrnič pa se prvič omenja v 12. stoletju. V okolici je bilo v srednjem veku več gradov. Najznamenitejši je gotovo Jurčičev Kozjek, severovzhodno od Dobrniča nad vasjo Kamenje, od katerega so ostale le še razvaline. V tej slikoviti in zgodovino nabiti pokrajini se je leta 1943 odvijal prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, ki ga je spremljal bogat kulturni program. Kongres, katerega geslo je bilo vse za partizane do končne zmage, je edinstven dogodek v evropski zgodovini. Za kraj kongresa je bil izbran prosvetni dom v Dobrniču, saj je tam že obstajala močna ženska organizacija. Delegatke za kongres so bile izvoljene v vseh delih Slovenije ter v vseh vojaških in drugih enotah, v katerih so delovale ženske. Kljub temu, da je bila pot delegatk na kongres nevarna in težka, se ga je udeležilo 180 delegatk. Med njimi žal ni bilo delegatk z Primorske, ki se niso uspele prebiti čez jugoslovansko-italijansko mejo, za Savo pa je ostala tudi večina delegatk iz Štajerske. Med udeleženkami, katerih imena so izpisana na zidu spominske sobe v kulturnem domu v Dobrniču, izstopa 7 žensk, ki so predstavljale jedro organizacije. Angela Dovč-Ocepek, Mara Rupena, Marija Drakslar Marjana, Dana Mišigoj, Helena Puhar, Mica Šlander in Zima Vrščaj Holi. Tistega sobotnega večera, 16. oktobra 1943, se je v dvorani, pred katero smo tudi danes, zbralo 160 deklet in žena iz vse Slovenije. Prisotni so bili tudi številni domačini. Sredi vojne vihre se Primorkam in Gorenkam ni uspelo prebiti skozi sovražnikov obroč, Štajerki sta se le 2. A to ni zmanjšalo pomena prvega kongresa protifašistične fronte žensk v Dobrniču. Narod, ki ima takšne ženske, ne more propasti, je takrat v pozdravnem nagovoru dejal predstavnik anglo-ameriške misije major William Jones. In narod seveda ni propadal. Tudi ali prav zaradi žensk, pa ne samo tistih, ki so se dvignile med drugo svetovno vojno, ampak tudi tistih, ki so se rodile po njej in ki so vsaj tako aktivne tudi danes, naj bo na državni ali lokalni ravni. Ženske so med vojno prevzemale naloge, ki so bile prej večinoma rezervirane za moške in več kot dokazale, da so jim kos. Da si zaslužijo enakopraven položaj v družbi, volilno pravico. Na kongresu AFŽ so bile tematike tudi žensko vprašanje materinstva, enakopravnosti pred zakonom, zaposlovanja in enakega plačila za enako delo. Zakaj so se takrat borile slovenske ženske, karikirano bi lahko rekli vseh barv in veroizpovedi, najboljše opiše življenjska pot Mare Rupene Osolnik, na prvem kongresu AFŽ izvoljene za sekretarko. Že zgodaj se jo je dotaknilo težko življenje na podeželju, socialna neenakost, zapostavljenost žensk in otrok. Veliko časa in truda je vlagala v kmečke žene, podeželje, družine. Ogromno je naredila za svojo Dolenjsko,
predvsem pa za zapostavljeno Suho krajino, ki je po drugi svetovni vojni pri oblasti padla v nemilost. Zakaj? Zaradi razklanosti, ki je bila takrat še sveža, nažalost pa tudi danes, po 75 letih, še vedno kroji naš vsakdan in se je bati bo tudi prihodnost. Namesto, da bi počeli le to, kar delamo tukaj danes, se brez medsebojnih obtoževanj in nabiranja političnih točk zgolj spominjamo teh pogumnih žensk, ki so se borile za svobodo, da bodo živele v svobodni državi in v svobodni družbi, v kateri bodo spoštovane in enakopravne. Naj se na tem mestu v imenu krajevne skupnosti Dobrnič zahvalim vsem sodelujočim, ki so v preteklosti in tudi letos kakorkoli sodelovali v pripravah in v sami organizaciji spominskih slovesnosti. Iskreno zahvala vsem skupaj in vsakemu posebej. In dobrodošli v Dobrniču, kjer pravijo, da je še nič dober. Glej, zvezda se je utrgala. Bleščeča se je sprožila, v nebo je vžgala zlato sled. V srce je vžgala upanje, pregnala bolečino in padala v nedogled. Neznan oddaljen hrup premotil je tišino. Razblinil je moj up, povrnil bolečino. In čudno, da le ni ustavil zvezdam njih poti. Spoštovani, dragi vsi, ki ste danes v mislih z nami, pozdravljam vas v imenu soorganizatorjev današnje proslave, Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje, Društva Dobrnič iz Ljubljane in občine Trebnje. Župan občine Trebnje, gospod Alojzij Kastelic, se osebno ne more udeležiti današnje proslave, vendar mi je naročil, naj povem, da ga še posebej veseli, da se je boj za enakopravnost žensk začel ravno v tej naši pokrajini. Dovolite, da povem nekaj besed o Društvu Dobrnič, ki skrbi za ohranjanje tradicije ženskega gibanja v Sloveniji, zlasti v NOB. Obenem pa si prizadeva in spodbuja uveljavljanje žensk v javnem življenju v Sloveniji. Vključujemo se v sodobna dogajanja, tako da smo že pred leti podprli predlog in pobudo za notifikacijo avstrijske državne pogodbe kot korak k izboljšanju položaja slovenske manjšine na Koroškem. Dve vidni predstavnici slovenske manjšine v Italiji in Avstriji sta že bili slavnostni govornici na naših proslavah. Nastopil pa je tudi partizanski pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta. V teh zapletenih razmerah, ki se spreminjajo iz dneva v dan, lahko rečemo iz ure v uro, imamo ženske zopet glavno vlogo in upam, da jo bomo opravile uspešno za nadaljevanje in ohranjanje izročila prvega kongresa in vrednot, kot so solidarnost, medsebojno zaupanje, spoštovanje in optimizem. Tehnični dosežki sodobnega časa so nam omogočili, da predvajamo to proslavo po spletu širom Slovenije. To, da se proslava predvaja iz kulturnega doma v Dobrniču, kjer je bil v vojnem času prvi kongres Slovenske ženske protifašistične zveze, kar je edinstven dogodek v celi Evropi, ima simbolni pomen. Hvala vsem, ki ste takrat prispevali k izvedbi kongresa. Vsem, ki ste prispevali k ohranjanju spomina na vrednote prvega kongresa. In hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi te proslave letos. Posebej bi se želela zahvaliti predsedniku krajevne skupnosti Dobrnič, Boštjanu Pekolju in gospe Silviji Bolte, ki je nesebično pomagala tudi pri postavljanju in okraševanju te dvorane. Hvala vsem, ki bi prišli na proslavo, pa to zaradi spremenjenih razmer letos ni mogoče. Hvala vsem, želim lep dan, veliko zdravja in nasvidenje drugo leto. Hvala. V veliko čast mi je, da lahko povem ta kratek nagovor
udeleženkam in udeležencem tega spominskega srečanja na ta pomembni dogodek, ki se je zgodil oktobra leta 1943 in sicer prvi kongres Antifašistične zveze žensk. Predvsem se mi zdi pomembno poudariti, da so takrat ženske, ki so se udeležile tega kongresa, nesebično in predvsem solidarno in z veliko mislijo na svobodo in enakost vseh, odločile zastaviti svoja lastna življenja in svoja telesa za to, da uresničijo neke ideale, v katerih naj živijo bodoči rodovi. In nekatere od teh ste danes udeležene tudi na tem spominskem dogodku. To me dela seveda še posebej ponižno in skromno pred temi vašimi velikimi dejanji in izkušnjami. Vabilo za to, da vam spregovorim, sem dobila včeraj in do danes pripravila, razmišljala o tem, kaj naj vam povem. In v tem razmisleku našla 3 knjige v svoji knjižnici, ki sem jih dobila pred nekaj leti v dar od sodelavke Vide Milošević Arnold, ki je šla v pokoj, in sicer so to knjige Slovenke v narodno-osvobodilnem boju. To so knjige, ki so bolj ali manj pozabljene. Ne najdete jih v kakšnih priporočeni literaturi, so malo citirane, malo kdo sploh ve, da obstajajo, pa vendarle vse 3 knjige združujejo neverjetno veliko vednost in tudi vzdržujejo spomin na vse ženske, ki so med drugo svetovno vojno zastavile ta svoja življenja za svobodo. Ne samo v boju, mnoge od njih so tudi umrle, vse so popisane, pa vendarle je spomin nanje, na mnoge od njih, že zamrl. Te knjige so posebej pomembne zato, ker nam vzdržujejo ta kolektivni spomin na čas, ki je bil zares za človeštvo usoden, zaznamoval je vse nas, predvsem pa je zaznamoval generacije, ki so ga doživele. Pomembne so iz več razlogov, zato ker nam pomagajo spominjati se na ta čas, ker nam povejo, kdo so bile te ženske, ker nam prinašajo mnoge pripovedi žensk o času, ki so ga doživele, o grozotah, ki so ga doživljale, o strahu, ki so ga doživljale, predvsem pa pričajo o tem, koliko poguma je potrebnega za to, da se človek upre. Upor nikoli ni nemogoč. Povejo tudi o tem, kako težko so se v tistem času prebijale skozi življenje, zakaj so se upirale, kako so upale na ta čas svobode, enakosti vseh in kako so na koncu vojne upale, da se te časi nikoli ne bodo ponovili. Pa vendarle danes živimo v nekem drugem času, kjer vidimo, da se spomin na drugo svetovno vojno in na vse grozote, ki so jih takrat doživljali, izgublja. Ljudje se tega ne spominjajo več, v tem našem kolektivnem spominu nimamo več te vednosti o tem, kaj sebičnost in kaj laži in kaj neke ideje o veličini nekega naroda lahko prinesejo za sabo. Kako usodne so lahko za mnoge ljudi, ki ne spadajo v te velike ideje o veličini naroda. Za konec naj vam preberem en delček pripovedi spominov na prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, in sicer je v tej knjigi popisan dober nič od vseh začetkov idej o tem kongresu in vse do spominov na kongres na koncu. In dovolite mi samo en kratek uvod, zato da vas spomnim, kako vam je v tistem času bilo. In sicer pripoveduje to pripoved, govori Milena Sušnik, pripoveduje pa takole. Določeno je bilo, da odidem v petek 15. oktobra popoldne čez Viški blok.
Od tam nas bo nekdo peljal na X, spoznale ga bomo, ko bo na zadnji tramvajski postaji z Evo promeniral. V petek sta prišli še Hela in Rosca Štok k meni. Rosca se je pri meni preoblekla v primerno obleko in gojzarice. Zmenile smo se, da bomo odšle posamezno in da se bomo že na Viču sestale. Ko sem prišla do zadnje tramvajske postaje, sem si res ogledala tovariša, s katerim je govorila Eva. Čez blok sem šla sama. Na drugi strani srečam znanca, Rada Merharja ženo, ki sta na moje vprašanje odgovorila, da gresta v gostilno pri Raci, kamor sem bila tudi jaz namenjena. Po poti smo se zmenili in spoznali, da imamo isto pot. Na javki se je zbralo 27 ljudi, ker so nekateri odhajali tudi v partizane. V gostilni je bilo precej ljudi. Na geslo, ali je tu Matevž, se je za mojim hrbtom oglasil ženski glas. Ja, jaz sem Matevž. In potem seveda pripoveduje dalje, kako je izgledala ta trda, dolga pot in tvegana pot v Dobrnič. S tem bom ta nagovor današnji končala, ne bom se dotikala hudih časov, v katerih živimo danes, ravno tako po svoje tveganih, drugačnih, pa vendarle časov, ki ravno tako kličejo k uporu. Daleč preden smo si ženske priborile pravico do svojih teles, lastnih mnenj in družbenega vpliva, smo bile povsem emancipirane v garanju, trpljenju in izkoriščanju. Naslednja pesem je čisto ženska pesem. Nastala pa je na riževih poljih Patske nižine, ko je bila naša lepota še drugotnega pomena. Mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare un dur lavor mi tocca far, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorar, e noi curve a lavorar. Palica uroki, srd gospodarja, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Palca v roki, srd gospodarja, krivi nam hrbte prav dotal. La 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 la, la 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 la, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mama moja, to je trpljenje, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O mama moja, to je trpljenje, prosim pridi in reši me. In vsaka ura tega trpljenja, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In vsaka ura tega trpljenja požira našo na mladost. A pride ura, ko bomo skupaj, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. A pride ura, ko bomo skupaj, svobodi zlati delale. A pride ura, ko bomo skupaj, svobodi zlati delale. A pride ura, ko bomo skupaj, svobodi zlati delale. Ljubljana,
21. aprila 1943. Poveljnik italijanskih sil zavrne srečanje z ženskami, ki so se zbrale na Kongresnem trgu, da bi mu predstavile zahteve o ravnanju z zaporniki. Reče jim, naj se vrnejo po veliki noči. Ena izmed žensk ob tem vzklikne: "Dobro, pa se vrnemo prihodnjo sredo." To je bila Angela Ocepek in iz njenega vzklika je nastalo geslo "Nasvidenje prihodnjo sredo." Prvo sredo, 28. aprila, se je zbrala zgolj peščica žensk. 5. maja že več kot 200. Zadnje demonstracije 12. maja pa se je udeležila prava množica. Angela Ocepek je bila skromna in dobra ženska, ki je bila zelo priljubljena med ljudmi in je uživala velik ugled. Borila se je za delavske pravice ter se zavzemala za enakopravnost žensk. Zaradi svojih prepričanj je bila večkrat zaprta. Fašisti so jo zaprli celo v Visoki Nosečnosti, zato je hčerko Tatjano rodila kot jetnica. Čeprav je bila ena najbolj iskanih ilegalnih aktivistk, je kot odlična organizatorka sodelovala pri pripravi ženskih demonstracij v Ljubljani in organizaciji ženskega kongresa v Dobrniču. Bila je tudi predsednica glavnega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze, članica Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Ob vseh političnih funkcijah in delu pa je bila tudi osrednji steber družine. Njena hči Tatjana je o njej zapisala: "Mama je bila kot vse mame." In še: "Mislim, da je preveč delala, preveč se je razdajala. Živela je za druge, za svoje ideale. Vsi in vse drugo je bilo bolj važno od nje same." Oktober 1943. Dana Kozak, rojena Mišigoj, odpotuje na Hrvaško po Williama Jonesa, zastopnika britanskih oboroženih sil pri glavnem štabu NOV in POS. Po povratku v Toplice pa pripravi še pozdravna pisma za zaveznike, ki jih kasneje na kongresu tudi prebere. Kongres v Dobrniču je bil za vse, ki so se ga udeležili, edinstveno doživetje. Po 15 letih je Dana Mišigoj svoje spomine zapisala tako: "Iz dela kongresa se najbolj spominjam tega, da so žene ostro napadle Jonesa, ker so zahodni zavezniki tako zelo zavlačevali z odprtjem druge fronte. Na Jonesa je to močno vplivalo, zlasti še, ko je videl, da je na kongresu več kot polovica kmečkih žena. Sam je izjavil, da so ga besede teh preprostih žena bolj prepričale kot vse razlage našega vrhovnega štaba. Žene so namreč govorile o tem, kako se borijo, kaj delajo in kaj vse so žrtvovale." Meja miru je meja svobode, meja je človeško dostojanstvo, meja je vera v prihodnost enakopravnih ljudi. In ko prestopijo to mejo, tudi ženske, ki ljubimo mir in sovražimo vojno, gremo v boj. Gremo pa z možmi in ne za njimi. Ženske dobro vemo, kdaj je prihodnost temna, in naša odločnost je zagotovo luč v temi dneva. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la 15 brigada, rumba la rumba la rumba la. Que sia cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sia cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Ne mogu nam bombe ništa, ni oluja, niti kiša. Gdje se ova pjesma čuje, aj Karmela, aj Karmela. Tamo srce pobjeđuje, aj Karmela, aj Karmela. Z eno željo le živimo, da fašiste v prah zdrobimo. Tudi če brez avionov, tankov, kamionov, aj Karmela. Puške že so brez streliva, polja mraz prekriva, aj Karmela. Se eksplozij ne bojimo, se viharje preživimo. Tam, kjer pesem ta odzvanja, aj Karmela, aj Karmela. Duša o svobodi sanja, aj Karmela, aj Karmela. Nekje med Ljubljano in Novim mestom 1941. Mara Rupena se z vlaka požene v novo življenje. Na koncu transporta jo namreč čaka bodisi usmrtitev, bodisi deportacija v koncentracijsko taborišče. Zato po dogovoru z aktivisti Osvobodilne fronte skoči z vlaka in odide v partizane. Mara Rupena je bila učiteljica, ki se je močno dotaknilo težko življenje žensk na podeželju, socialna neenakost in njihova zapostavljenost. Tako je že pred vojno organizirala predavanja in tečaje za poučevanje žensk in se borila proti krivicam, poniževanju in kratenju človekovih pravic. Leta 1940 so jo zaradi njenih prepričanj aretirali in zaprli v Ljubljani. Po filmski rešitvi je postala pionirka ženskega gibanja med narodno-osvobodilnim bojem na Dolenjskem. Med vojno je urejala glasilo Našim ženam, ki je na razumljiv način predstavljalo odporniško gibanje. Sodelovala je pri organizaciji prvega kongresa Slovenske antifašistične ženske zveze v Dobrniču, kjer je bila izvoljena za sekretarko. Bila je članica Antifašistične fronte žensk Jugoslavije, izvoljena je bila za članico Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in Avnoja. Po vojni se je največ ukvarjala s problemi kmečkih žensk in kmečkih družin, prevzela pa je tudi številne politične funkcije. Marija Draxler, Marjana. Članica iniciativnega in glavnega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze je bila tudi Marija Draxler, Marjana. Zaradi revolucionarnega delovanja je bila že pred vojno večkrat zaprta. Delovala je v Delavski ženski zvezi, pri Rdeči pomoči in Skoju. Po okupaciji je kot ilegalka delala v Ljubljani pri organiziranju žensk in ljudske pomoči. Nato pa se je pridružila partizanom. Julija 1942 se je pridružila notranjskemu odredu in sicer je bila del tako Šercerjevega kot Krimskega bataljona. Politično je delovala v Polhograjskih Dolomitih, na Dolenjskem, v Beli krajini in na Štajerskem. Po osvoboditvi je organizirala oskrbo bosanskih in vojvodinskih vojnih sirot. Za udeležbo v narodno-osvobodilni borbi je bila odlikovana s partizansko spomenico 1941.
Leto 1943. Helena Puhar se pridruži partizanom kot brigadna bolničarka, nato pa je vključena v glavni odbor AFEŽ Slovenije. Helena Puhar se je izobraževala v mariborskem učiteljišču, kasneje pa je poučevala v Beli krajini. Po vojni je bila urednica Naše žene, nato nekaj časa načelnica urada za tisk in propagando pri Svetu za varnost matere in otroka. Lahko bi napredovala po politični lestvici, vendar se je raje odločila za delo z mladimi. Leta 1955 je pomagala ustanoviti vzgojno posvetovalnico, pozneje svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer je delala vse do svoje smrti. V centru se je srečevala s tistimi otroki in starši, ki so še posebno potrebni razumevanja in pomoči. Prizadevala si je vsakega človeka razumeti in sprejeti takšnega, kot je, ter mu pustiti živeti po svoje. Strokovno delo je opravljala z zavidljivo prizadevnostjo. V ospredje je postavila človeka, ki potrebuje pomoč, se vanj empatično poglobila in z njim reševala njegove stiske in probleme. Njeno življenjsko vodilo je bilo: kar si je človek naložil, to naj tudi pogumno nosi. V življenju se je treba bojevati, kjerkoli je mogoče kaj ukreniti, čemur pa se ni mogoče ubraniti, naj človek mirno sprejme. Moja mama je bila v partizanih znana po svoji pesmi, ki jo je prepevala, z naslovom Veseli veter. Seveda je potem po vojni pela v operi, njeno ime je bilo potem Nada Vidmar. In podedovala sem to pesem in jo ohranjam v spominu. Sedaj pa pesem nam zaboj, veseli veter, veseli veter, veseli veter, sa morja in gorje preromal si v poletu in pesmi slišal vsega si sveta. Daj zaboj nam o gorah visokih, daj zaboj nam o tajnah morja in kar veter govoril, daljnega sinjega neba in o smelih velikih ljudeh. Kdor se hoče za zmago boriti, ta naj stopi v naše veste. Če vesel si, se smejiš, z voljo vse si pridobiš in kar vztrajno iščeš, to dobiš. Sedaj pa pesem nam zaboj, veseli veter, veseli veter, veseli veter, sa morja in gorje preromal si v poletu in pesmi slišal vsega si sveta. Daj zaboj nam o slavi, pogumu, o herojih duha in pesti, da srce se razvetri, da si vroče zaželi biti bolj kot dedje in enak. Mica Šlander. Marec 1942. Marija Šlander, Mica, pobegne iz zapora in se maja 1942 pridruži partizanom. Kot politkomisar deluje v Tomšičevi brigadi. Leta 1943 se kot članica brigadnega biroja in oblastnega komiteja KPS za Belo krajino in Štajersko udeleži drugega zasedanja Avnoj v Jajcu. Po zimi 1944 leta pa je hudo ranjena. Mica Šlander je že pred vojno sodelovala v delavsko-kulturnem društvu Vzajemnost ter naprednem delavsko-kmečkem gibanju. Leta 1938 se je vključila v KPS v domačem Preboltu ter postala aktivna v okolici Celja. 2 leti kasneje pa je bila zaradi revolucionarnega delovanja aretirana in obsojena na več mesecev zapora v Celju. Po letu 1945 je delala v sindikalnem gibanju v Beogradu, v kadrovskem odboru in kontrolni komisiji CK KPS, je nosilka partizanske spomenice 1941.
Članica glavnega odbora je bila tudi Zima Vrščaj-Holi, mladinska pisateljica, pesnica, urednica, publicistka in politična delavka. Rojena je bila v Trstu v učiteljsko družino, osnovno šolo in gimnazijo pa je obiskovala v Mariboru. Na ljubljanski filozofski fakulteti je že pred vojno zaključila študij jezikov, nato pa se je kot učiteljica zaposlila v Brežicah. Svojo učiteljsko pot je nadaljevala v Sinju in Žalcu, kjer je pomagala ustanoviti tudi partizansko celico. Do leta 1943 je bila aktivistka pri Osvobodilni fronti, nato pa se je pridružila partizanom. Med vojno je bila urednica ilegalne revije Naša žena, po vojni pa je urejala revije Ciciban, Mladinski svet, Otrok in družina, Slovenski izseljenski koledar in Rodna gruda. Pomembno je vplivala na vzpostavljanje stikov med slovenskimi izseljenci in matično domovino. Krka zelena bo videla najino ukradeno srečo. Krka zelena in sivi ponirki v obrežnem grmovju. Sivi ponirki, žametnim tihim zaletom od brega v gladino, z gladine v globino, na dno. Moje lase se bo sonce ujelo. Moji zlati lasje, tvoji črni lasje, moja žeja, tvoj glad. Dotakni se z usti dlani. Čutiš, kako mi kri gori? Pritisni uho na zapestje. Čuješ, kako mi žila zveni? Krka zelena, sivi ponirki. Ločijo ob vodi, v soncu mušice, ptice nad nama z negibjeno perutjo. Travi cvetice, moja in tvoja bela mladost, vdih razkošje, v srcih radost. Hitler jo je prepovedal, ker je bila premalo borbena in je v nemških vojakih budila čustva in nostalgijo. Zavezniki so jo prepovedali, ker je bila nacistična, ampak peli in poslušali pa so jo oboji. Zato, ker je hrepenenje po ljubezni enako za vse in ker je težnja po miru obča. Ja, Katjuša in Lili Marlen sta bili pravzaprav vedno na isti strani, na strani ljubezni. Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und statt sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Tam je majhen svet, samo za naju dva, kjer se tvoja senca z mojo poigra. In vsi ljudje naj vidijo, da to je najino slovo s teboj, Lili Marlen. S teboj, Lili Marlen. Tvoj korak samotno odmeva v tamo, mojega že dolgo ni več pod lučjo. In ko bo svet temo pregnal, le kdo bo pod lanterno stal. S teboj, Lili Marlen. S teboj, Lili Marlen.
nad grobovi, ki hlipa za vse nas. Sliši se kot v sanjah tvoj ljubeči glas. In ko bo svet meglo pregnal, bom spet tam pod lanterno stal. S teboj, Lili Marlen, s teboj, Lili Marlen. In ko bo svet temo pregnal, bom spet tam pod lanterno stal. S teboj, Lili Marlen, s teboj, Lili Marlen. Vrednote in prioritete nas vodijo skozi življenje. To je tisto, kar šteje. To je tisto, kar cenimo, kar nam je pomembno. Prioriteta žensk v Dobrniču je bila človeštvo. Njihova prioriteta je bilo življenje, pravica za vse. Tudi za tisto polovico človeštva, ki včasih ostaja skrita. Tudi za nas, ki vedno postavimo v spredje druge, partnerje, otroke, prijatelje. Na ramah nežnejšega spola je vedno ležalo veliko breme, a ženske imamo neverjetno moč, ki jo pogosto spoznamo šele, ko smo postavljene pred nemogoče odločitve. Ženske v narodno-osvobodilnem boju so se udejstvovale v širokem spektru dejavnosti, kot bojevnice, bolničarke, zdravnice, kulturnice, učiteljice. Utrle so pot spremembi prepričanja o mestu ženske v družbi in nam omogočile enakopravnost na vseh ravneh življenja, če si jo le drznemo vzeti. Na to nas opominja Dobrnič. Zato hvala za vašo pozornost in čas. Nasvidenje prihodnje leto. Tam dol na Dolenjskem je dobrniška fara, ki daleč naokoli ne najdeš para. Ko Bog je premišljal, kje naj bi bil raj, prav modro odločil, za ta se je kraj. Res tu ni studencev, ni bistre vode, dež, rosoj, v kapnice in v luže love. Pa kaj nam bo voda, kdo vpraša za njo? Saj lisec in šmavrtan čez, da sta boljše blago. Ženo je nekdaj tu trte sadil, pa revež, preveč se je cvička napil. Če pot te pripelje prijatelj zdaj k nam, najboljšo zabavo ti nudil bo hram. Pri kapljici cvička vse vname srce, vse tuge in muke od tebe zbeže. Zato naj le vedno ponosen bo vsak, kdor more si reči, jaz, ki sem rojak.